Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. To je oddaja V Mariboru si. Mesec dni je mimo in ponavadi enkrat na mesec povabimo tudi mariborske mestne svetnike in tudi tokrat je tako. In sicer so z nami gospod Milan Mikl, lista Franca Kanglerja, Nova ljudska stranka. Lepo pozdravljeni. Potem je gospod Miha Recek, lista župana Andreja Fištravca. Dober. Gospod Stojan Auer, lista za pravičnost in razvoj. Lepo pozdravljeni. Gospod Vladimir Šega, Levica. In pa gospod Damir Orehovec, stranka Modernega centra. Dober večer. Gospodje svetniki, še je koalicija, nekaj se šušlja, da se koalicija rahlja, oziroma da bo v kratkem prišlo do odhoda določenih svetnikov iz koalicije. Pa začnimo, gospod Orehovec, pri vas. Kar se tiče naše stranke, torej stranke Modernega centra, mi smo trdi člen koalicije, za ostale pa bi težko rekel. Podpiramo župana. Zaenkrat nismo o tem razmišljali, seveda pa vse odvisno od nadaljnih potez, samo bo podprl tiste pač naše projekte, ki so nam pomembni. Zaenkrat še ne razmišljamo. Gospod Auer, vi ste še zaenkrat del koalicije? Glejte, v koalicijski pogodbi so se partnerji zavezali, da bodo v prvi vrsti spoštovali dogovor, ki je podpisan. V drugi vrsti pa so se seveda zavezali, da bodo določene cilje, ki so si jih zastavili, tudi izpolnili. Zdaj, do teh ciljev je seveda pot težka, ni pa nepremagljiva, ampak na tej poti morajo vse strani biti še vedno enotne in trdno prepričane, da so na tej poti na pravi, tako rekoč, poti. Zdaj, kar se delovanja koalicije tiče, jaz moram tako reči, da ne vidimo ta trenutek trdnih zavez se strani župana, da bi še naprej lahko te cilje skupaj seveda tudi uresničevali. Namreč, jutri imamo sejo, dogovor v koalicijski pogodbi je, da se vedno prej uskladimo in recimo nas kot LPR, liste za pravičnost in razvoj, ni nihče obvestil o tem, da bo sploh izredna seja. Dobili smo vabilo tako kot opozicija. Zdaj, zakaj na ta način delujemo, to pa morate vprašati župana. Gospod Recek, menite, da se koalicija maje? Mene veseli, da ste izpostavili to vprašanje, ker se meni tudi dozdeva, da prihaja do nekih trenj v sami opoziciji in mislim, da je, kot vidim zdaj po reakcijah oziroma po govoricah, da so začeli nekateri mestni svetniki in svetnice razmišljati za svojo glavo. Mogoče tudi, da so začeli poslušati predloge in pobude same opozicije, da le ni vse tisto, kar župan predlaga, tisto najboljše. Kot smo lahko videli v preteklih sejah, se iz seje na sejo so se predstavljale nove podražitve, v katere je do sedaj koalicija z lahkoto nekako podpirala. Samih projektov pa župan, da bi prišel z nekim projektom, ki bi o njem predebatirali oziroma se pogovorili, pa žal ni. In verjetno se je to začetek nekega trenja, ki pa bomo videli, kako se bo končal. Gospod Mikl. Mi smo se veliko časa čudili, zakaj župan se ne pogovarja oziroma koordinira seje tudi z nami, tako imenovane opozicijo. Zato, ko slišim kolega Stojana, ko govori, da je jutri izredna seja, pa tudi sami niso bili obveščeni isto kot mi, se pravi, da niso imeli nobene koordinacije, to prav gotovo ni dobro. Najboljše je, da se skoordiniramo vsi, ne samo koalicija, tudi opozicija, ampak mi smo sedaj že na nek način se na to privadili in ni problema, pač mi se po svoje pripravimo, sebe naši stranki in potem pač podebatiramo zadeve. Če bi pogledali glasovanje za ves mandat nazaj, malo točk je bilo, ki so bili zglasovani za 29 glasovi, koliko jih pač ta koalicija šteje, malo. Več ali manj so kar nekateri, ki vidijo mogoče nekoliko drugače in tudi tako potem glasujejo, kar tudi nič ni narobe. Vse ni narobe, ni pomembno to. Jaz bi pač se želel, da vkoliko so že napravili takšno koalicijo, da potem naj to izpolnijo, kaj so se zadali,
ko pa nekdo smatra, ne, da potem ne gre v to pot, potem pa nekaj čim prej na to pozorijo. Tavar, nekaj ste želeli dodati? Ja, rad bi seveda izpostavil eno dejstvo. Ne. Jaz sem zdaj v tej sestavi občinskega sveta že kar nekaj let. Ne. Ampak tako slabo, kot je, bi rekel, v zadnjem obdobju ali pa v letošnjem ali pa v lanskem letu, se ne spomnim, da bi kdaj bilo. Ne. Na mestnem svetu namreč nimamo nobenih strokovnih, tehnih obravnav. Točke gredo skozi bolj ali manj rutinsko. Ne. Zdaj obžalujem, seveda, da se v koaliciji ne pogovarjamo. Po drugi strani pa tudi razumem župana, samo na koncu to ni potrebno, ne. Če opozicije praktično ni. Ne. Recimo, ko smo govorili o holdingu, je opozicija zapustila mestni svet. Namesto, da bi spraševala, dajala tehne predloge. Ne. Če povzamem samo zadnjo sejo, ne, kjer predstavnik največje opozicijske stranke da predlog na glasovanje, da se umakne iz javne razprave točka predlogi in vprašanja mestni upravi in županu, ne, potem je nekaj za tem mestnim svetom hudo narobe. In dokler seveda ni prave opozicije, ne, in tudi ni pravih tehnih argumentov pri posameznih točkah, ki bi lahko na dvom postavili seveda utemeljitve, ki jih pač brez kakršnih poli strokovnih razlag poslušamo, tudi ni potrebe, ne, po nekih koordinacijah in strokovnih posvetih. Gospod Recek, pa gospod Mikl. Ja, zdaj glede to, kaj je izjavil gospod Auer, da smo mi zapustili mestno sejo pri sprejemanju holdinga, to ne drži. Ne vi, gospod Mikl in Kangler Revalista. Mi smo zapustili sejo enkrat in edinkrat, ki je bila zaprta za javnost. To je bilo pri predstavitvi same pogodbe za nakup 3 ribnikov in pri samem holdingu smo pa mi sodelovali in bili na nek način konstruktivni. Opozarjali smo pa na velike nevarnosti, ki jih pa holding lahko prinese, oziroma če pogledamo ljubljanski holding, ki dela že 10 let minus, ne vem, kaj bo to prineslo nekaj dobrega. Vse v holdingu bomo še posebej imeli točko. Gospod Mikl, to smo sicer prebrali, zakaj je gospod Auer tako to tudi na socialnih omrežjih objavil, da ste izglasovali oziroma dali predlog, da se pobude in vprašanja umakne. Pobuda in vprašanja se niso umaknila. Pobuda in vprašanja se pač niso javno razpravljala. Jaz nisem dal predloga, da se umakne pobuda in vprašanja, ampak da se potem je pač v pisni obliki. Malo predne smo tukaj začeli, je kolega Auer, ki on pač zna nastopati, ne, po svoji logiki, ne, je sam povedal, ne, da kakšne odgovore dobiva, ne, da tako vseeno, ali postavljaš javno ali ne, odgovori so v enem stavku in tako dalje. Druga zadeva, ne, kako opozicija dela, to je naš problem. Ne oni pogledajo samo, kako bo delali kot koalicija, to, kaj so se zavezali. Ne, da so se samo jasno svoje prikrojili, ne, kar se tiče nadzornih svetov in potem pa seveda bomo pa lepo dvigovali roke. To je eno. Drugo, ko smo mi zapustili sejo, smo jasno in glasno povedali, da na sejah, kjer se bo zapiralo pred javnostjo, ko se govori o proračunskih sredstvih, ki so sredstva Mariborčanov in Mariborčank, naših občanov, seveda mi tukaj ne bomo zraven. Prav nobenega razloga ni bilo in tudi kasneje se to pokazalo, da bi bila seja za javno zaprta. In to je bila edina točka, ki smo mi tudi, res, da se potem mi več nismo vrnili, ker je dejansko smo bili razočarani na takšen način. To, kar so pa sprejemali za zaprtimi vrati, kar so sprejemali za zaprtimi vrati, bo pa več ali manj čas hitro pokazal in se že kažejo razpoke zveze s takšnimi odločitvami. Gospod Auer, pa gospod Šega in pa gospod Spoštovani gospod Mikl, saj nič slabega, ne? Mi si želimo sodelovanja z vami in slišati tehne argumente. Če pa zapustite dvorano, potem pa to ne koristi nikomur, ne? In jaz si samo to želim, ne, da na mestnem svetu vendarle opravimo strokovno pogledano tudi pomisleke na posamezne točke, ki jih župan predlaga in tudi kontraargumente, zakaj ne. Ja. Gospod Čega, pa gospod Orihovec. No, ta zapiranje se je bil tak malo bolj šov, kot pa kakoli drugega. Ne. Na tistem delu dejansko so bili omenjeni samo EMŠO, prodajalke in pa čist takih osebnih podatkov. Vse ostale podatke o ceni, o vsem, pa so bili naknadno še enkrat povedani. Tako da v bistvu javnost ni ničesar zamudila. Ne.
Jaz sem predlagal, da samo za ta del zapremo sejo in tako so pol tudi naredili, ni bilo nobenega razumnega razloga zapustiti sejo zaradi teh 4 podatkov, ki bi jih novinarji tako in tako zveri. Ja, mogoče, zdaj seja je bila prerečeno, da smo na zaprti seji odločali, ne. Na zaprti seji nismo odločali, seja se je zaprla za javnost, samo da se nekateri podatki razkrijajo na željo pač tistega, ki je tu noter bil pač v tej zgodbi. In odločalo se je pa potem po seji. Pol druga stvar, kar se tiče holdinga, mislim, da je bilo postavljenih veliko vprašanj in tudi veliko odgovorov. Jaz mislim, da smo tudi mi lahko na to odgovarjali oziroma postavljali vprašanje in smo dobili odgovore. Dobro, vsaj k holdingu še pridemo kasneje. No pa mogoče še samo to, tudi kar se tiče pač, koliko imamo mi teh koalicij pred samim sejami, ne, se pač nekateri niso udeleževali in če se niso udeleževali, so potem tudi težko bili informirani. Ne, ne moremo pa mimo dejstva, kaj pravzaprav bo Maribor izgubil z menjavo vlade, morebitnimi novimi volitvami na državni ravni. Neki pogovori so potekali, neke obljube so bile dane, o knjižnici, ki je sicer še v državnem proračunu nimamo. Kaj pravzaprav bo, kako bo Maribor čutil nove državne volitve? Ker verjetno bo jih čutil tako ali drugače, če ne drugače z drugimi ministri, gospod Orehovec. Ja, to zdaj ta hip je težko govoriti o tem, kaj se bo to prineslo za seboj. Seveda lahko, da tisti stvari, ki so zdaj bile nekako vložene že v proceduro v državni zbor in so se nanašale na stvari, ki se dogajajo v Mariboru, zna biti, da bi bilo, ampak še vedno se lahko to zgodi v tem času, dokler se ne imenuje nova vlada. Verjamem pa, da ko bo nova vlada, se bo pač ta proces ponovil. Predstavljam si, da bo to zastoj tam nekje od 4 do 6 mesecev. Ja, Maribor bo čutil tako, kot pač vsaka celotna Slovenija čuti, kadar pač pride do menjave vlade, ampak da bi pa kaj posebej jokali za temi konkretnimi poslanci, pa mislim, da ne, ker v vsej zgodovini, odkar spremljam to politiko, tako nezainteresiranih poslancev, po moje, še res ni bilo. In za vse tiste zgodbe, ki se tiče Maribora, je bilo vedno tista, moram vprašati od zgoraj. Tako da mislim, da za nove volitve bi lahko kaj čem pridobimo, ker praktično je bilo sedaj zanimanje za Maribor na nuli. Gospod Tavor, imate drugačno mnenje? Kar se tiče naše poslanke Lidije Divjak-Mirnik, moram reči, da je tolikokrat seveda govorila in omenjala Maribor, da je seveda s tem podirala prave rekorde v državnem svetu, v državnem zboru, kar na koncu koncev seveda obstaja tudi statistike. Zdaj, kaj je storila? Storila je v tem letu, če mene vprašate, ogromno, kolikor se je pač dalo. Začel se je postopek za zakon o Pohorju. Če govorimo o investicijah, v letošnjem proračunu je, kar se Maribora tiče, rekord v smislu tega, kar bo seveda država investirala v to mesto. Nikoli doslej še toliko denarja ni bilo namenjenega. Zdaj, a bo ali ne bo ta vlada obstala, je seveda zaenkrat prehitro govoriti. Sam pa seveda obžalujem to, kar je predsednik vlade, premier Marjan Šarec naredil. Obžalujem, ker na koncu koncev menim, da smo imeli dobrega predsednika, ki je znal konstituirati, bi rekel, situacijo v vseh nemogočih položajih, težavah, različnih pijavk, ki se vsak dan vesijo na neke svoje lastne potrebe in zahteve. Ko pa človeku seveda več ne prenese, bi rekel, dobrega okusa, tista zadnja kaplja čez rob, pa mu enostavno drugega ni preostalo. Davek, veste, bo plačala cela država, ne samo, bi rekel, Maribor. Po moji oceni seveda to ni bilo dobro, da so nekateri, predvsem v koalicijskih strankah, izkoriščali, bi rekel, iz dneva v dan, bi rekel, to razmerje sil glede glasovalnih, bi rekel, rok oziroma števila glasov. Ampak upam, da bo na koncu koncev tudi nauk iz tega takšen, da bomo na koncu potegnili dobro za vse. Gospod Recek? Ja, moje mišljenje je takšno, da bo prišlo do nekega zastoja pri samem sprejemanju zakonov. Vidim pa tu en bolj ključen problem, ne glede kakšno vlado smo imeli, kakšno vlado bomo imeli. Jaz pogrešam to, da župan se
pravzaprav ne druži, ne obiskuje Ljubljane, kar smo že večkrat na seji mestnega sveta povedal, da bi mogel biti najmanj enkrat na teden v Ljubljani, tam lobiral, se dobival z ljudmi in pripeljal pravzaprav projekte v Maribor, pripeljal denar v Maribor. Glede zakona o Pohorju pa mislim, da je to strel mimo, kajti zakon o Pohorju in zakon o Planici enačiti ne moreš zaradi tega, ker zakon o Planici je bil sprejet izredno zaradi tega, ker se je takrat velikanka porušila. Na Mariborskem Pohorju se nič tak drastičnega ni zgodilo, da bi mi mogli zdaj sprejeti zakon o Pohorju. Tako da zakon o Pohorju po mojem nima niti zakonske osnove, da bi bil sprejet. Gospod Mikl. Na zadnji seji je celo na predlog kolega Stojana smo izglasovali, da župana zadolžimo, ne, da poizve za tistih 60 milijonov evrov. Ne. Danes pa slišimo, ne, da je pa rekordno proračunskih sredstev prišlo v Maribor. Ne. Res je prišlo veliko, temu ne smemo reči, da ni res. Ne. Več o manje pa to so bili projekti, kar se tiče Ljubljanske, pa tako dalje, pa še bilo zastavljeno tudi prej. Kar se same vlade tiče. No, predtem pa so pozabili na Maribor. Ravno tukaj sem se zdaj seveda začel nadaljevati, ampak pogledajte, sedaj seveda niti sama koalicija ni bila obveščena o nameri predsednika vlade, ne, ampak jaz sem trdno prepričan, da tudi ko bodo volitve, dokler bo takšen volilni sistem, ki ga imamo, ne bo bistveno premešal karte. Ne. Edino, kar se je pokazalo, ne, to pa je, ne, da delati anti-Janšo vlado anti-Janše, se je pokazalo, da je to zelo slabo. Vsi so takrat govorili z njem ne, danes pa vsi kalkulirajo na nek način, da bi si problem, da Janša premislil in bi začel z svojimi 23 poslanci pa sestavljati neko novo vlado, ker se pa res nekateri bojijo, glede na ankete, da bodo izpadli iz državnega zbora. Ampak tukaj druge rešitve ni, res ni druge rešitve, tudi po takem sistemu, kot pa samo volitve. Ja, raz bi samo odgovoril še gospodu Receku. Torej, tisti dan, ko je župan dobil, mandat v mesto Maribor, Saša Arsenovič, smo mi v LPR imeli z njim, prvi razgovor, pogledal, kako vizija mesta in kako si mi zamišljamo nadaljni razvoj, tudi on stran Trojan. Jaz osebno sem predlagal, da bi mesto Maribor dobilo neko pisarno v Ljubljani, točno to, kar je gospod Recek povedal, ki bi odpiralo vrata, torej nekoga, ki bi bil lobist za, posamezna ministrstva, bil, da rečem, prisoten, veste, tam okrog državnega zbora so neki lokali, kjer srečaš kadarkoli rabiš kakšnega poslanca, tudi ministra, državne sekretarje. In ne samo to, predlagal sem, da bi imeli tudi svojega lobista v Bruslu. Nažalost, to imajo vsi, vsa mesta. Nažalost, župan tega ni prepoznal. Mi smo mu ponudili celo to opcijo, da bi kot del koalicije, seveda nekoga iz naših vrst, pa ga zdaj ne bom imenoval, ki je blizu vladi, lahko postavili na to področje in bi zagotovo funkcionirali veliko bolje in bistveno točno to, kar so kolegi povedali. Nažalost, župan tega ni prepoznal. Dobro. Gospod Orjovic, se opravičujem, jaz sem htel samo to, ker zdaj recimo gospod Recek je na pamet rekel, da se ne pogovarja, torej naš župan za ministri. Sicer bi bilo fajn, če bi on to tukaj povedal, pa ga ni žal, ampak jaz moram povedati, da se je vsaj s polovico ministrov, da jaz vem, z njimi sestav, ker so se pogovarjali o razvoju Maribora. Kar se tiče recimo samih žičnic, recimo tudi vem, da je bil trenutno vložen na vladi zakon, ki bi na nek način reševal tudi zdajšnje naše žičnice. Zdaj upam, da bo ta šel naprej. O tem, če bomo po pauzi, bomo o tem točno rekli. Če gospod Recek, samo na kratko. Ja, jaz se ne morem nikakor strinjati z tem, da se je župan pogovarjal. Nekaj je, da se pogovarjaš, nekaj pa je, da se dogovoriš. Jaz ne vidim, na nobeni seji še ni prišel župan z nobenim projektom, ki bi ga prepeljal iz Ljubljane, da bi ga dal na mestni svet, da bi se v njem pogovarjali, nam predstavil vizijo. Tega enostavno ni. In ne mi govoriti, da se župan pogovarja, če rezultatov tega ni. Jaz jih ne vidim. Če jih vi vidite, jaz jih pa ne vidim. Delate pa projekte, kateri so bili že prej zastavljeni, že prej sfinancirani, kot je
Ljubljanski podvoz, kot je Koroška cesta, kot je Cafova ulica, kot je skatepark. To so bili projekti, ki so bili že v prejšnjem mandatu potrjeni, sfinancirani in enega vašega projekta v koaliciji oziroma župan ga ni sprejel in ne potrdil in ne dal na obravnavo v mestni svet. Če ga je pa dal, pa ga povejte. Glede na to, da se je dolgo čakalo, recimo podvoz Ljubljanska, bi lahko bil že 2 leti narejen, ampak ker prejšnje vodstvo občinsko pač ni uspelo pripraviti načrtov, zato se je to zdaj zavleklo v ta mandat. In tudi vsi ostali projekti, ki so znotraj TUS-a, se je zgodilo približno enako. Tako da ravno sodelovanja torej našega župana z ministrstvi smo, oziroma je Mestna občina Maribor počrpala 25 milijonov evropskih sredstev, ki so res bili že na nek način nastavljeni, ampak ne počrpani. Ta sredstva bi lahko šla mimo. Prav župan. Tu zdaj sicer glede na ta pogovor mene kot Mariborčana, da se opravičujem izrazu, en dreg briga, katera vlada, kateri župan, katera garnitura je kaj nastavila, glavno, da se v Mariboru torej nekaj dela. Ne. Konec koncev bi Mariborčani to isto rekli. Ne. Ni važno, ali to Franček, ali Jožek, ali Pepček naredi, samo da to mesto, bom rekel, gre naprej. Ne. Dobro. Čez nekaj minut pa še druge teme. Mi smo v drugem delu oddaje v Mariboru, vsi mariborski mestni svetniki so tokrat gostje, tako kot vsak mesec, vsaj enkrat na mesec pridejo. Naslednja tema je pa pravzaprav podjetje Snaga. Namreč zelo moteče postajajo stvari, ko so pravzaprav za letom 2020 prišli novi urniki odvoza smeti. Naenkrat se je Maribor znašel v sistemu, ko na ulice pravzaprav ljudje sprašujejo, kaj imate rumene vreče, polne smeti. Tega Mariboru nismo bili vajeni. To je zdaj očitno moderno, kada smo zasvenjali pravzaprav mesto z tem, da bomo rumene vreče odvažali sredi centra, ležijo polne vreče, embalaže in tako dalje. Včasih smo imeli posode za smeti. Druga zadeva pa je, kako komentirate torej, da so tudi odvoz ostalih odpadkov, tako imenovanih črnih posod za smeti, dali iz 2 tedna na 3 tedne, temu se reče tiha podražitev, podmukla podražitev in vodstvo Snage je tukaj padlo na vsem izpitu. Tako se z ljudmi ne dela. Kaj menite, mestni svetniki, gospod Mikl? Ja, gledajte, prvo, kar bi želel povedati, kar se tega tiče, je neka osveščenost tudi nas vseh. Tisti, ki dejansko pač povzročamo odpadke. Res je, da je to tiha podražitev, pa se bojim, da to ni edina tiha podražitev, da bo pa prišla še ena glasna podražitev, kar so že tudi napovedali, pa ne samo Snage, tudi še vseh ostalih javnih podjetij. Zdaj te rumene vreče, jaz samo osebno vidim, ker mi jih imamo doma, se mi ne zdijo slabe. Prej smo pač mi sortirali te in smo vozili na te ekološke otoke, sedaj pač imamo to doma in lahko to doma počnemo. Pokazal bo pa čas, kaj to pomeni na 3 tedne, kar se tiče črne posode. To se bo pokazalo, ampak jaz prav gotovo nisem najbolj privržen temu in težko bi se zdaj okarakteriziral to zadevo, oziroma ta postopek, zakaj se je Snaga pač podala. Mogoče pa kolega čisto kot občan, za 35% se je lani podražilo skratka odvoz smeti. Zato sem dobil, to se pravi kot občan Maribora, enkrat na 3 tedne odvoz ostalih odpadkov in pa še sam moram zbirati, kar sicer ni problem, ampak problem je, da te rumene vreče kazijo videz tega mesta, ne govorim mogoče pri vas v Dogošah ali pa kjerkoli v stranskih ulicah, kjer smo mi, ampak v centru mesta. Poprostite, izgleda mesto, kot da je posvenjano, pa načeloma ni. Gospod Rece, kaj pravite? No, jaz sem naredil en izračun, koliko se je podražila položnica Snage. Če pogledamo, prva podražitev je bila, kot ste že prej rekli, 35%. Pol se je iz 2 tednov predstavilo na 3 tedne. Se pravi, če to vse skupaj seštejemo, koliko smo dobili manj odvozu za pravzaprav višjo ceno, se je podražila položnica za malo manj kot 75%. Na naslednji seji vam jaz obljubim, da bo spet podražitev Snage in glede samih vreč, župan je govoril, da bo naredil potopne koše. Tako, to je govoril. Se pravi, rumene vreče ne spadajo ne v center mesta, ne v okoliš
samega mesta. Glede tega, da pa kaj pa se dogaja v sami Snagi, pa smo na odboru za komunalo že prej, ko je bil gospod Žalik tam, smo imeli tudi izredno sejo, potem izredno novinarsko konferenco, delale so revizije, so se delale. Gospod Žalik nam je takrat celo obljubil v prejšnjem mandatu, leta 2018, da se bo z sortirnico zmanjšal strošek samih odpadkov. Obljubil nam je ceno 95 € po toni. Danes se vprašamo, koliko je, jaz ne vem, mogoče gospod Auer, ki je v nadzornem svetu ziher dobro ve, koliko je takrat cena. In mislim, da tudi ta novi direktor, po mojem, temu ne bo kos, ker je, koliko sem ga jaz videl in pogledal njegove rezultate poprej, nima ne strategije, ne dolgoročne vizije, kako bi to podjetje sploh poslovalo. Gospod Auer, vam bom dal besedo, gospod Orehovec pa gospod Vlado. Ja, zdaj seveda največ informacij ima verjetno gospod Auer. Saj zato sem rekel, da ga bom na koncu. Je to, ja, jaz bi tako rekel. Zdaj, kar se tiče rumenih vreč, zaenkrat težko komentiram. Ne? Muce so vesele, mimo grede. Muce iz naše ulice so zelo vesele, ker veselo kopajo potem. Ker včasih tu pa tam kdo od embalaže tudi da kakšno ribijo konzervo. V naši ulici je bil včeraj odvoz, ne? To pomeni, da sem zvečer pač to vrečo dal ven in zjutraj do povdne je več ni bilo. Muce so lepo po noči lepo popapale. Ne vem, če so ali niso, ampak moram povedati, kar se tiče mešanih odpadkov, ki so v črni, pa jo nekako sploh ne napolnimo v teh 14 dneh, vse pri nas je tak. Ta rumena je bila precej polna, tiste pa niso. Ne? To pomeni, da že prej to sortiramo. Se pa dogajalo, koliko vem, da so bile te otoki, mislim, grozno zgledali. Vse ta pri nas ni, ampak ko se voziš po Mariboru, tudi tisto ni najbolj zagledati. Tudi tam so verjetno muce bile. Kar se pa tiče ene stvari, ki pa je mogoče Maribor potrebuje na tem področju, je pa še vsaj 2 zbirna centra, kjer bi lahko občani tudi določene stvari recimo tja odvažali. Še vedno je tako, da recimo skupaj zbiramo papir in marsikdo tam tudi meče karton, kar to ni namenjeno. Če bi bilo to mogoče še za karton urejeno na teh zbirnih otokih ali pa, da bi bili ti zbirni centri, kjer bi lahko pač občani tudi te stvari tja odpeljali. Gospod Šega? Ja, tale črna kanta se pri nas tudi redko kdaj napolni tudi v 3 tednih se ne bo. Te rumene vrečke so mogoče praktično zgodba estetska, vsaj za center pa zagotovo, da ne, ampak jaz mislim, ravno pri tem odvozu pustimo pri strani, ali podjetje Snaga deluje objektivno, poslovno uspešno ali ne, ampak jaz mislim, da bomo to zgodbo mogli rešiti občani vsak pri sebi, ker če bomo vsi občani vzorno ločevali odpadke, bodo tudi stroški Snage manjši in tudi položnice manjše, tako da kaj se smeti čiče. To sicer zdaj najbolj krivi sami. Verjetno vam ne bi verjel, ne? Ker ljudje že leta in leta ločujejo, pa nič ne kaže, da bodo manjše položnice. Dobili smo celo porcijo 35 zraven, pa še bomo dobili. Tako da se jaz tu vprašam, ne, kako stimulativno to deluje, ne? To se pravi na občane, da bomo sortirali. Če že plačam, pol pa naj si izvolijo to sami sortirati. Ja, se je vedno manj. Seveda bo zdaj nekdo rekel, da bogokletno govorim, gospod Auer. Najprej ne povem, da se moram zahvaliti kolegom, da so povedali, da najverjetneje vem o tem največ jaz. Tako so izglasovali. Imam tudi največ informacij. Ko sem postal pred 6-7 meseci nadzornik Snage, je kolega Vlado bil proti. Zdaj zakaj, še danes ne vem. Dobro, ampak dajmo zdaj tiha podržitev. Ampak dobro. Zdaj, kar se tiče podjetja Snage, najprej se vrnimo nazaj v čas, ko je mesto vodil Andrej Fištravec. To je bila, predvolilna obljuba, ravno liste, iz katere prihaja gospod Recek, da bo seveda se položnice Snage drastično znižale, čeprav smo takrat mi, ki smo bili v opoziciji, torej ves čas, tudi kolega Mikl, opozarjali, da to seveda ni relevantna situacija. Ko smo dobili to možnost in zdaj prišli v Snago, jaz kot nadzornik, in ko smo pogledali pravzaprav, kaj se je tam vse dogajalo, smo ugotovili sledeče. Prvič, ta lista in seveda Andrej Fištravec je občane mesta Maribor zavajal z takšnimi podatki. Se prej povedal jasno, da mu je to direktor Žalik povedal. Dobro, govorim nekaj, kar bo seveda v prihodnjem obdobju zelo pereča tema. Jaz kot nadzornik
sem tam nekaj mesecev, letos bom najverjetneje končal ta mandat, ker smo pred dnevi imenovali nadzorni svet holdinga, tudi prav, ne. Ampak hočem to povedati, ne. Moji izsledki so sledeči. Ugotovljeno je, ne, da je sama investicija v sortirnico bila napačna. Ugotovljeno je, ne, da so nekateri ljudje se pri tem okoristili in o tem zdaj obstaja seveda tudi forenzično poročilo, ki so ga morali narediti predvsem na mojo zahtevo oziroma sklep liste za pravičnost in razvoj, in to poročilo je zdaj na mizi. Dobili smo tudi pravno mnenje, kakšne so posledice, ne, zaradi določenih dejanj, in zdaj je na županu oziroma bolje rečeno na tej novi upravi, kakšne ukrepe bo seveda za to speljala. Zdaj, zakaj govorim? Ne? Zato, ker vse to, kar ste vi prej navajali, ne? Torej cena gor, dol, levo, desno, je posledica teh dejanj. Ne? Torej, če nekdo, ki planira seveda investicijo v sortirnico, oceni, da bo ta investicija 10-12 milijonov in je na koncu 17,8 milijonov, prihaja do drastično velikih razlik, ki jih seveda nekdo mora pokriti. In moja zahteva bo, to zdaj povem tu javno pred vsemi, da se enkrat za vselej seveda ugotovi, kdo je kriv za to in se te ljudi tudi pozove k odgovornosti. Kar se pa tiče samega načina odvoza odpadkov, pa mi dovolite še nekaj pojasniti. Jaz sem lansko leto približno januarja govoril, da bo meseca junija prišlo obdobje po uredbi, da bomo uvedli rumene kante oziroma rumene vrečke. Mi bi v Snagi z velikim veseljem sedaj ljudem domov dostavljali rumene kante, ampak za to enostavno ni denarja. Je rešitev in je tudi dovoljena po uredbi, da dostavljamo vrečke. Seveda ljudi naprošamo, ne, da vso to embalažo, vse to, kar sodi v te vrečke, za nas izredno dosti pomeni, če seveda določeno sortirano blago že pride na vhodni trak, kajti ta sortirnica, ki so jo ti gospodje naredili, sploh ni primerna za mešane komunalne odpadke. Torej obstajajo rumene posode za smeti, da jih lahko... Dovolite, to se ni zdaj zmaga zmisla, ne? To je uredba, ki se morajo držati vsi po državi. In jaz še enkrat govorim, ne, kar se pa cene tiče, ne, pa lahko zdaj tudi povem, ne, da seveda za Maribor se to drastično ne bo poznalo. Ne? Torej, gospodinstva, torej hiše, podražitev seveda v prihodnjem obdobju ne bodo čutila. Nekoliko se bodo podražili seveda odvozi v blokovskih naseljih, ker tam pač enostavno toliko, bi rekel, kant, kot jih po domače povedano potrebujejo ti občani, enostavno ni moč dostaviti na neko mesto, zato bo tudi tam še naprej tedenski odvoz. Ampak predlagal bi pa tudi vam, ne, da naredimo eno res celourno oddajo o problematiki Snage, kjer ljudi seveda obvestimo in obveščamo o tem, kakšne bodo seveda posledice in tudi veseli bomo vsakih njihovih pripomb. Gospod Ricek, ste želeli dodati? Ja, jaz moram to kategorično zanikati, ne, da mene tukaj Auer poistoveti z županom Andrejem Fištravcem. Jaz sem prišel županu Andreja Fištravca septembra lanskega leta. Takrat so imeli gospodje na mestnem svetu gospoda Žalika, ki jim je predstavil to tako županom kot vsem ostalim mestnim svetnikom. Glede te njegove revizije pa eno. Noben, niti en nadzornik v Sloveniji ni bil kazensko odgovoren in se mu je to dokazalo, ker obstaja za to zavarovalna polica, katera zavaruje nadzornika pred njegovo odgovornostjo. In če pride do tega, gre ta stvar iz zavarovalne police. To je eno. Bi pa vprašal tu gospoda Auera, ko toliko ve o Snagi, če je res to, da se sortirnica prodaja gospodu Rastoderju v upravljanje ali pa v prodajo. No, zdaj, človek, ki prihaja iz liste Andreja Fištravca, govori, da nima nič z Andrejem Fištravcem. To je malo tak. Ne. Zdaj, kar se pa tiče, bi rekel, tega, kar je pač gospod Recek povedal, ne, ni me dobro poslušal. Ne. Saj mi nismo sprovedli nobenih postopkov zoper nikogar. Še najmanj pa ne zoper nadzornike. Ne. Vse odločitve ni sprejemal nišče drug kot tisti, ki so jih pač enostavno sprejemali. Ne. Zdaj, kdo so ti ljudje? O tem bo seveda kmalu beseda. Dobro. Ampak samo še... Da ne bomo v oblakih hodili, ne? Še kaj ste želeli zaključiti? No, želel sem mu dati še na koncu, rekel, odgovor, ne? Ker
kar me pač vprašal, ampak ni pomembno. Dobro, gremo naslednje temo. Boste podprli, torej, da bodo mestne nepremičnine dobile ta, če jaz prav razumem, torej je ta kredit pri Gorenjski banki, ne? Bojda za nakup garažne hiše, torej na Lento in Tržnice? Ja, vsekakor bomo, ker ta projekt, ki smo ga že potrdili, jaz mislim, da je prav, da ga tudi speljemo do konca, ne, in da dobimo to. Gospod Čega? Ja, ta tržnica je res sramota, žal je seveda dan danes strošek odkupa tega nazaj precej velik, čeprav so Mariborčani financirali v to zgodbo, ampak to je enako kot pri Pohorju pa pri vseh ostalih zadevah. Nas bo še mogel prepričati, no. Načeloma. Glede, se tu kaj dosti manevrirnega prostora praktično ni. Če je mestni svet sprejel odločitev, da se gre v ustanovitev podjetja nepremičnine, ki bo seveda kupilo te dve nepremičnini kot prioriteto, potem jaz ne vem, zakaj bi še dodatno spet tekla beseda. Ne. Kar se tržnice tiče, jaz menim, da je tržnica vendarle ogledalo vsakega mesta, ne, in če komu ni v ogledalo ponos, potem je to v Mariboru, in to že nekaj let ne. In veselim se, no, da jo bomo končno uredili. Še dovolite, če končam, je pa res, ne, da smo v LPR, Listi za pravičnost in razvoj, vendarle povedali, ne, da tudi če kupimo to tržnico, moramo že naprej imeti zagotovilo seveda Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki je vsa leta oviral, da se ta tržnica ni obnovila in dobila takšno podobo, kot bi si jo Maribor zaslužil. A vemo že, če se bo to ali bo v bistvu... Zaenkrat nekih pisnih zagotovil ni, ne, zdaj kakšno so ustna, pa smo pač... Gospod Recek pa gospod Mikl. Ja, zdaj glede te tržnice, ne, na tem ne bomo kupovali tržnice, ampak bomo kupovali parkirno hišo. Ne. Tržnica je že tako ali tako od občine. Tako da kupujemo parkirno hišo, ki nam, jaz sem se poglobil malo bolj v te podatke, katere so nam poslali. Mislim, slišal, da je samo 30% zasedeno. Tako, to sem ravno hotel povedati, da parkirna hiša pobere na dan 70 € parkirnin. Se pravi, če je to dober nakup, pol jaz ne vem, kaj je dober nakup. Moramo se pa zavedati, da finančna konstrukcija pije vodo samo za to in tako dolgo, dokler bo DM pa Hofer ostala v tržnici. Če ta dva najemnika oziroma podnajemnika gresta v stran, pade celotna finančna konstrukcija. Da pa še nekaj dodam, glede same zadolžitve za 2 milijona evrov, dokler, gospe in gospodje, dokler bom se jaz mogel dobivati z gospodom Dolinškom iz Rdečega križa in z ostalimi krajani, kot so Limbuš, Pekre, Studenci, ki jim vdira voda v same objekte zaradi nedokončane oziroma slabe kanalizacije, z gospodom Dolinškom, ker mu manjka 25 000 € za pakete za... Mi pa kupujemo garažo, ne? Mi pa devamo 2 milijona evrov za nakup garaže. Oprostite, gospe in gospodje iz koalicije, dobro premislite, kaj boste v četrtek delali, kako boste glasovali, ker 800 ljudi, mi je gospod Dolinšek zatrdil, 800 ljudi je vsako sredo pred Rdečim križem. Tako malo fali oziroma manjka, da teh 800 ljudi pride pred občino ali pa celo v občino. Gospod Mikl. Ja, najprej, mi odkupujemo stavno pravico, ki smo jo že imeli, smo jo pač, se je dala stavna pravica za neko obdobje in potem prije to nazaj. To se pravi, tudi če ne bi kupili, ne, bo to prišlo nazaj v roke in v last mestne občine Maribor. To je prva zadeva. Če se spomnim, to je bilo takrat za 99 let. Druga zadeva, ne, 40 let. Druga zadeva, kar se tiče ureditve same tržnice, tukaj je kolega Over pravilno ugotovil, res je, Zavod za varstvo kulturne dediščine še takrat za tistega časa, ko se je tržnica odpirala, zakaj je prišlo do teh nesrečnih dežnikov, marel, ne? Zaradi tega, ker niso dovolili popolnoma dobenega pokritja. Ker so govorili, da je to veduta čez reko Dravo in niso dovolili. In neka rešitev je takrat morala priti in je prišlo pač do tega. Sedaj, koliko je pač jaz imam informacije, bi sedaj ne prišlo do spremembe tega razmišljanja in bi se naj dovolila neka streha narejena, ne, hvala Bogu, da tudi nekdo sprevidi in da dejansko bo do tega prišlo. To je tisti razlog. Drugo pa, sve to, kar je pa že bilo povedano, ne, to sem jaz večkrat na mestnem svetu tudi povedal, ne, kljub temu, da nam nekdo očita, da nismo lih mi opozicija kot taka, ne. Ampak mi smo dali jasno in glasno smo povedali, dokler
bomo mi v mestni občini Maribor, v našem mestu, imeli toliko in toliko zgradb, ki niso urejena. Poglejte samo staro mestno jedro, koliko je, poglejte grad mestni. Kako dolgo že čakamo, da to uredimo? Mariborska klinica. Mi imamo zgradbe, ki jih bi morali najprej porihtati. Kako to izgleda, naprimer, da si ti doma, si gospodar nečesa, ne obvladaš niti tega, kaj imaš, potem pa greš v nabavo, pa v kredite, zato da še boš nekaj zraven kupil. Tukaj je veliki problem. Zdaj, kar se pa tiče četrtkove izredne seje in seveda za to poroštvo, oziroma da bodo te nepremičnine dobile pač ta kredit, vse druge rešitve ni. Ali se to ukine? Rečejo pač, ugotovijo, da je to nepotrebno, to se tudi lahko naredi, ali pa, da se to naredi kar se. Zdaj jaz, po mojem mnenju, zagotovo bo to izglasovano, ker koraka tukaj jaz ne vidim. Gospod Tavor, pa gospod Čega, pa gospod Rehavec. Glejte, jaz tukaj moram vzeti župana Arsenoviča v bran. Res je, da 800 ljudi čaka vsako sredo pred vrati Rdečega križa, ampak oprostite, ko govorimo o nekih, bi rekel, smernicah, prioritetah tega mesta, ko govorimo o ogledalu samega centra mesta in ko človek pogleda to, bi rekel, zares siromaštvo, ki je tudi na očeh vseh turistov, fotografij in vsega ostalega, je nujno potrebno seveda, da to zgodbo enkrat saniramo. In jaz ne bi seveda zdaj vezal 800 paketov, ki jih je potrebno razdeliti vsak teden, glede na to, da imamo seveda pod prioriteto tudi v koalicijski pogodbi rešitev te tržnice. In jaz sem prepričan, da župan tu postopa dobro, pametno, in če se je uspel pogovoriti z, bi rekel, tole lastnico, ki je ta trenutek, seveda na ta način, da bomo seveda to lahko prevzeli kot kompletno nepremičnino z izračuni, ki so nam predstavljeni, in to je treba povedati, da tokrat pa neki, bi rekel, izračuni ekonomsko logiko kažejo, bo čez približno 10 let ta tržnica že ekonomsko upravičena, tudi kredit poplačan. In če dovolite samo še zadnjo dejstvo, veste, ko so se postavljali dežniki, smo v LPR takrat opozarjali na to, kar se bo zgodilo. Pa ne zaradi teh, kar se je pač že prav je povedal gospod Mikl, druge ni bilo, ampak takrat je gospod Kangler pekel vola, pel je Alfi Nipič in delil vsakemu deci vina, ki je prišel tja. In so bile vrste do Drave in so se ljudje veselili tega. Mi smo takrat opozarjali, da dolgoročno to ne bo dobra oblika. In če dovolite še samo še nekaj. Spomnite se, kako smo prišli do te tržnice. Podjetje Konstruktor takrat je podpisalo stavbno pravico skupaj z mestno občino Maribor in takrat je gospod župan skupaj z gospodom direktorjem, gospodom Pintarjem, nažalost preminulim, podpisal tudi obvezo, da stavbna pravica platoja in pokritega dela tržnice pride na mesto. Zakaj je potem kompletna zgodba romala na Hypo leasing in zakaj so šele s tožbo uspeli nazaj dobiti samo plato za tržnico, ne pa tudi pokritega dela, je pa stvar, veste, ko bi jo nekdo nekoč lahko še enkrat preiskal in mislim, da bi tudi za to bilo potrebno najti krivca. Gospod Čega, gospod Rihovec, pa gospod Recek. Ja, finančna konstrukcija sedi in pade. Finančna konstrukcija tržnice sedi in pade, če bo leta dobro upravljena, to pomeni, če bo dovolj prometa in če bo dovolj ljudi. V to nas bo mogel še prepričati, se pa bolj strinjam z kolegom iz opozicije. Tu pa ne bi stopil v branžo panov, kajti 25 do 30 tisoč evrov, spoštuje njegovo podjetniško žilico, ampak teh 25 do 30 tisoč evrov za Rdeči križ ali pa nekaj takega, oprostite, to pa, če se pogovarjamo na eni strani o 2 milijonov, tu pa tako trmasto, kot bi vztrajati, ne, podobno kot je pri Lentu, pa pri ne vem če vsem, tu pa mu ne more stopiti v branžo. Gospod Rihovec. Ja, jaz ne bi mešal hrušk in jabolk, kot je bilo rečeno, eno je zgodba tržnice, ki jo je treba urediti, kajti to je že več let problem. Tudi lahko pomislimo na tiste branjevke, ki tam v mrazu in ne vem, dežju vsak dan stojijo, pač kadar je takšno vreme. Jaz mislim, da je to možnost, ko preide to vse skupaj v last mestne občine Maribor, da se to uredi kot celota. Jaz verjamem, da bo se pri tem, ko se bo delal načrt, sodelovalo tudi z tem zavodom za kulturno dediščino. Je pa res, da tudi je tako bilo napisano ta stavbna pravica, da ko se prekine, je treba polovico vrednosti še plačati temu, ki jo ima trenutno zdaj. Tako da v bistvu mi na nek način
smo posegli v to in jaz vidim v tem dobro zgodbo, ne, tako da lahko recimo mesto na ta način pridobi. To je to. Še ste se želeli na kratko? Ja, mene edino to moti, da je pozabljeno na vse okoliške krajevne skupnosti in mestne četrti. Če pogledamo sedanje projekte, ki se odvijajo, vsi se odvijajo v strogem centru mesta. Gospodje, vas vse in nas z mano vred so volili volivci iz vseh mestnih četrti, iz vseh delov Maribora. Delamo pa samo za strogi center. To smo slišali zadnjič tudi, ko so bili predsedniki mestnih četrti. Točno tako. Gospod Mikl? Jaz bi samo v naši listi mi imamo zasedenost naših svetnikov po mestnih četrteh in po krajevni skupnosti. Dnevno pač dobivamo klice, kjer nas svetniki iz mestnih četrti in krajevne skupnosti pač opozarjajo, nas na nek način obveščajo ravno o tem stanju, kar je rekel. Pozabljeno je. Res je pozabljeno. Kot da dejansko obstaja samo ožji del in vse ostalo pa in je, naprimer, problem je Limboš, kar se tiče vodovoda, kar se tiče kanalizacije. Da ne govorim, naprimer, jaz tudi sam od kraja, odkot prihajam, Breze, Doboška, Zrkovci, jaz upam, da se bo za tam kaj premaknilo, ampak najprej je potrebno zopet neki projekt vpet, da se potem lahko na drugi strani neke zadeve rešujejo, ravno tako malečnih, ne, in tako da te zadeve bo potrebno premakniti. Čas nam je potekel, hvala lepa, pa spet čez en mesec, seveda v četrtek, torej imate sejo, gledajte, kako boste glasovali. Vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala za pozornost in seveda nasvidenje tudi prihodnji teden.